Dragi prijatelji, dobrodošli v prvem video podcastu portala emaribor.si. In za prvi podcast smo vam pripravili kar javljanje s terena. Odšli smo namreč v Jarenino in se oglasili v muzeju glasbene legende Alfija Nipiča. Dragi bralci in bralke našega portala eMaribor, prav lep pozdrav. Naš prvi video podcast je tole in koga ne bi povabili v našo družbo, če ne najbolj znanega Štajerca, najbolj znanega muzikanta, legendo slovenske glasbe Alfija Nipiča. Alfi, en lep pozdrav in pa hvala, da si se odzval našemu vabilu. V čast mi je, da bo eMaribor s teboj naredil prvi video podcast in jaz upam, da se bova tukaj v tem tvojem, lahko rečem, muzeju odlično imela. Sicer pa, da mi povej tisti tvoji začetki. Kdaj se je vse skupaj sploh začelo? Ja, če začnem čisto od začetka, to je bilo 1962. leta, ko sem bil že kar nekaj časa v tekstilnem bazenu MTT Maribor, kjer sem kot tekstilni tehnik delal, sem se nekako odločil, mogoče takrat bolj začasno, da bi pa nekako bolj bil na področju glasbe. Zato sem se odločil, da bom nekaj časa postal profesionalni glasbenik. Pričel sem prepevati v hotelu Triglav Koper, zdaj je to Grand Hotel Koper, ki ga verjetno vsi dobro poznajo, to je en lep hotel. In zdaj, zadnje čase, že kar nekajkrat sem se odzval vabilu in sem tam priredil koncerte v zunanjem delu hotela in pa v notranjem delu hotela. Ampak, da mi povej, kako je nekako ratalo, da si postal pevec. Si rekel, zdaj pa bom postal pevec, ali si že od malega rad pel, se rad, kako ne rečem, si rad nastopal? Ja, lahko rečem, da sem jaz že bil eno veselje do glasbe že v osnovni šoli. V osnovni šoli sem tudi prepeval na kakih proslavah, ampak takrat nisem niti sanjal, da bom se še kdaj profesionalno ukvarjal z glasbo. Lahko pa mogoče je bilo pretehtalo to, da sem jaz vzporedno z tekstilno-tehnično obiskoval tudi srednjo glasbeno šolo pri profesor Končičevi, ki je bila operna pevka in je poučevala solo petje na glasbeni šoli, na srednji glasbeni šoli v Mariboru. In moram reči, da sem ravno njej imam veliko za zahvaliti, veliko me je naučila vso osnovo in potem še tudi dalje, da sem potem nekako lažje premostil tisto, kot rečem, da bi tu pa tam nekaj zapel in da sem se potem odločil, da bom se ukvarjal profesionalno z glasbo. Sicer pa se spomniš, katera je bila tvoja čisto prva pesem, ko si jo zapel? To je bila, bolj težko reči, ampak ena taka vidna, ki me je spremljal celo revijski orkester. Takrat je bila Sončna ura, to je bila ena oddaja na Radiu Ljubljana. Bila je to v Slovenski filharmoniji. Se je dogajalo to enkrat na mesec v nedeljo. In tam sem prepeval jaz Dimmi quando tu verrai, mislim eno italijansko kancono iz Sanrema. In lahko rečem, da je bil to moj vidni prvi nastop, ki ga je prenašal tudi Radio Ljubljana. Sicer pa vsi te poznamo, da si bil del ansambla Avsenik, ampak zanimivo, ti si bil pevec zabavne glasbe, potem pa si nekako odšel v te narodno-zabavne vode. Kdaj si v bistvu vse skupaj začelo? Ja, to je bilo na vaji za popevko Vesele jeseni. Je prišel direktor Radia Maribor, gospod Pušar, in je rekel, da bi rad njegov svak me nekaj vprašal. Sem rekel, ja, ni problem. In ko sem prišel ven v hodnik, tam je ta gospod svak stal, sem videl, da ta svak, Slavko Avsenik, se je predstavil in mi je rekel, da njihov pevec odhaja do pokoja in če bi bilo možno, da bi ga za nekaj časa zamenjal. Jaz sem mu dejal, to sem že velikokrat povedal,
da v tej branži, mislim, v narodno-zabavni branži nisem imel veliko znanja. Je rekel, to pa ne rabite se nič bati, je rekel moj brat Vilko Avsenik, on je akademsko izobražen glasbenik, pa bo vse potanko, vse določil, mislim. Jaz sem šel potem na eno probno snemanje v Ljubljano, nisem pa vedel, da so še trije takrat na tistem snemanju bližje pred mano. Ja. No, ker to nekaj 3 tedne ni bilo nekega odgovora, jaz tudi že malce na to pozabil in me je poklical potem ta 4. teden spet Vilko Avsenik in rekel, če bi se lahko oglasil spet v Ljubljani. On je mi takrat rekel, da z ozirano barvo glasu so se odločili za mene, ne? Si rekel, kako odločili? Ja, rekel, so še drugi 3 pevci tudi, ne? Zdaj ne bom povedal, kdo so bili ti 3 pevci. In jaz sem potem hodil na vaje, dobil sem kompletni notni material za vse skladbe, ki bi jih ne prepeval z Avseniki, in pa potem tudi 2 varianti besedil. Ena besedila so bile za Slovenijo, torej slovenščini, ker so pa oni takrat že največ nastopali na nemško porečnem področju. Sem dobil pač tudi vsa besedila v Nemčiji in to sem se mogel v 3 tednih naučiti. Tega je bilo kar veliko. Je bila težava nemščina pri tebi? Ja, no, mi smo imeli takrat v šoli bolj angleščino, ne? Tudi v srednji šoli v angleščino, tako da sem jaz mogoče imel malce od začetka težave pri izgovorjavi, ne? Enkrat sem se prav smejal, ko smo snemali in je ta, ki je bil profesor nemščine, je bil zraven na snemanju v Berlinu, smo snemali za nemške telefunken in sem jaz tam vem, da je bila beseda Fröhlich. In rekel, ne, gospodivič, ni Fröhlich, ampak je Fröhlich. Jaz sem rekel, vse 2-krat je isto rekel, ne? Mislim, no, potem, ko sem 2-3 zapel, rekel, ja, zdaj pa je prav. No, sem rekel, vse sem isto zabil, ko prejem, če pravi, da je prav, pa je že prav, ne? Mislim, to je tisto, ko ti ne poznaš. Tudi mi vemo, naprimer, ko pravijo, naprimer, naši sosedje, da Hrvaškem pojejo En dan ljubezni. To je bil En dan ljubezni. Ni ljubezni, ampak je ljubezni. Ljubezni, ja. Verjetno je ista varianta, pa pri meni v nemščini, ne? Oni pojejo, to je bil En dan ljubezni. Ni ljubezni, ampak ljubezni, ne? Potem pa se je nekako, bom rekel, tvoja glasbena kariera začela vzpenjati. Z Avseniki ste obredli dobršen del sveta. Kako se spominjaš ti teh nastopov, tega sodelovanja? V bistvu si bil po celem svetu. To je bilo garanje. Mi smo imeli 21 koncertov vsak mesec. 21? Vsak mesec, potem sem prišel za 4 dni ali pa 5 dni domov. 21 koncertov smo imeli vsak mesec, razen julija in avgusta. To po 10 letih, to vedno povem, je tudi prav, da povem, takrat mi je mogoče malce, nisem več zdržal in sem rekel, da bom nehal, ne. Je prišel potem takrat na en sestanek tehnični direktor Telefunken na Teldeka, to je bila največja založba v Evropi, in mi razloži, da to ni enostavno kar tako hoditi, ne. To so slikovne zadeve, potem menjajo se obrazi v ansamblu. To ni big band, kjer je 20 ali pa 30 ljudi ali pa revijski orkester. To je bilo na odru 5 glasbenikov in pa 3 pevci, ne? Mislim, in to si ljudje zapomnijo. In če vidijo, da se skozi nekaj menjajo, ne jemljajo to resno, ne? In potem so me prepričali, potem sem pa še ostal, še enkrat toliko. Tako da sem jaz bil za Avseniki 20 let in potem še ko smo mi 1990 leta nehali, sem se odzval vsakemu vabilu iz Begun in sem tam vedno nastopal do pred kratkim, tako da sem bil res, lahko rečem, 40 let sem jaz ogromno delal za ime Avsenik. Tako da tu se tudi vidi v tem muzeju, kjer smo danes, je tu 18 zlatih plošč, ki sem jih dobil pri ansamblu bratov Avsenik, ker pri vsakem milijontem prodanem izdelku, ne, za 1 milijon prodanih plošč smo dobili vsi člani ansambla zlato ploščo in jaz imam 18, kako je že tudi. Če se od Avsenikov zdaj premakneva malo naprej,
kako smo Slovenci ponosni na našo domačo glasbo? Premalo. Ni verjetno na svetu dežele, kjer bi radijske postaje dežele tiste, naprimer, predvajali minimalno v svojem jeziku, tako kot se pri nas. Ne? Pri nas vsak radio ti poslušaš in slišiš več tujih glasbe, kot pa tiste, ki je tukaj. Naprimer, reči ti enemu poslancu, da je njihova muzika, da je za nič narodna. Ne? Ali pa reči komorkoli drugemu, kakšni drugi deželi, naprimer, da je vse drugo boljše, kot pa tisto, kar imajo oni. Naprimer, priješ v Afriko, ob bobrih, samo ob bobrih, ob enem instrumentu, pade v trans po določenih trenutkih. Ne? Tako da oni imajo radi svojo narodno muziko, svoj narodni ritem. Ne? In tega pri nas je premalo. Mi vse drugo moramo poslušati po radijskih postajah, razen domače glasbe. In to je res škoda za vsako državo, za vsak narod. Je to velika škoda. Zakaj misliš, da je taki trend poslušanja tuje glasbe, še posebej hrvaške? En radio predvaja več hrvaške glasbe kot katerikoli hrvaški radio. Jaz nimam nič proti dobeni glasbi, niti proti hrvaški, niti proti angleški, ampak da je pa v državi, kjer živiš, v strogi manjšini domača glasba, je pa velika škoda za narod, mislim, za deželo je škoda. In to bom vedno govoril, ni mi nerodno, čeprav mogoče ne bo komu všeč, ampak ni v redu, da v svoji deželi moram slišati več tuje glasbe, kot pa svoje domače. Tega v dobeni deželi drugi ni. Pa se kar pogledajte, naše sosede Avstrijo, Mađari, jaz vedno da rečem, Mađari tuje hite posnamejo v svojem jeziku. Da ne govorimo o Italiji, o Avstriji, Nemčiji in tako naprej, potem če grem po Evropi ali pa če grem kam drugam. Glede na to, da si lani dopolnil 80 let, še vedno nastopaš. Odkot ti ta energija, odkot ti ta zanos, da še vedno hodiš po presenečenjih, po zabavah in še vedno razveseljuješ ljudi? Vedno smo se ozirali glasbeniki po svetovni eliti. Če zdaj rečem, da je Tom Jones 4 leta starejši od mene in dela po vsem svetu še koncerte. Kaj če jaz tu v Sloveniji, da mislim, ko grem z avta v ulico, iz ulice v hišo, pred kratkim sta mi 2 bratranca, imam v Melbournu, v Avstraliji, sta me klicali, ste rekli, veš, bila smo kar 2-krat na 2 koncerti Tom Jonesa v Avstraliji. Torej, Tom Jones je šel iz Amerike, je šel v Avstralijo, pa je 4 leta starejši od mene, ne? Ja. Samo. To je pa drugače, priletel je s svojim avionom, iz aviona je šel v avto, ki ga pelal v hotel in mislim, neko drugo razkošje je tu, ne? Mi pa tega razkošja ne rabimo, Slovenija je mala dežela, jaz lahko grem iz Maribora v kak drugi kraj z biciklom, ne? Tisti par kilometrov. Ja. Ne gremo glik peš, pa z biciklom, ampak Slovenija je mala dežela. In dokler ti zdravje služi, je greh, če ne bi tistega delo, kar te veseli. In mene še vedno veseli, še vedno uživam. Jaz sem zdaj te dneve prepeval na Krku, potem Biograd na moru na Hrvaškem, sem 2-krat prepeval, potem sem pa pel na ribiškem prazniku v Izoli. Z Izoli sem bil tu pri Ločah, potem sem bil tudi v Gornji Radgoni na sejmu sem prepeval. Torej sem prepeval, lahko rečem, 6 dni vsak dan. Ampak to je trenutek, ko pride nekaj takega, pa spet mogoče en teden, pa lahko počivaš, ne, tako da ni to nek strašen napor. Sploh še posebej, če to delaš z veseljem, Sigurno. Pa z dušo in srcem, tako kot to delaš ti, kot si delal to od samega začetka. Doživel pa si eno prav posebno presenečenje za tvoj 80. rojstni dan in to prav tu v Jarenini. Ja, to je bilo res veliko presenečenje, ker je prišel sin me iskat, tukaj stanujem, jaz že malo več kot 50 let stanujem
izven Maribora v Jerenini, majhni vasici, tu, kjer je tudi muzej. In je prišel sin, pa mi je pa pravi, rekel, Alfi, en kolega z Ljubljane te pričakuje v Jerenini, v vasici dolne. Jaz sem rekel, se bo nič mi ni poklical. Je rekel, ne, rekel, se je meni povedal, ne. Ampak on je mislil tega kolega TV Slovenija, mislim, ne, da so gospodi. Potem smo se prepeljali tudi do Jerenine in sem jaz videl, da gasilci nekaj šprica, sem rekel, Marija, zdaj pa še kakšen požar ali kaj, ne. No, potem, ko so nas pošpricali, pa sem vedel, za kaj se gre, da je to bil bolj pištosan paket. In ogromno glasbenikov je bilo, s tisti, ki so s mano igrali že pred desetletji in res bil posebej presenečen. Se pravi, presenečenje je uspelo. Ja, res je uspelo. Kako se še vedno počutijo ljudje, ko ti prideš na kakšno presenečenje, ko ti komu zapoje za rojstni dan? Mislim, da je to isto kot če kdo drugi, ker nihče tisti, ki ima mogoče danes rojstni dan, ne pričakuje nekih posebnih, kaj jaz vem, programov ali pa nekaj takega. Vsake vesel, da pridejo domači, ne. Če pa je potem res njeno presenečenje, je pa potem toliko bolj zanimivo, ne. Potem po navadi jaz vidim, da grejo vedno vsi plesati. Moj nastop traja tu uro pa četrt, nekaj uro pa pol, ne. In to je res nekaj, kar lahko daš. Težko je danes komu nekaj dati, pa da ga razveseliš, pa da že nima. Ne? Ker danes ljudje so oblečeni, siti, mislim... No, Alfija mogoče ima kje na kaseti ali CD-ju, ampak v živo pa je nekaj drugega. No, v živo presenečenje z glasbo je pa potem spet se res nekaj drugega. Če se lahko, bom rekel, malo pošaliva, kako je zdaj s tisto tvojo izredno pokojnino, ki ti jo izrihtal Tone Partljič? Ja, to se je Tone Partljič izmislil o tej pokojnini. Jaz nimam dobene izredne pokojnine. Jaz sem 40 let plačeval 2 položnici, to je eno za zdravstvo, eno pa za penzion. Nisem pa mogel plačati samo za zdravstvo. So rekli, če že, potem bo bojno. In sem to 40 let plačeval. Prvi 5 let ali 6 let sem pa plačeval to v Zagreb, ker pri nas ni bilo možno. Potem sem pa dobil status svobodnega umetnika in ko sem dobil status svobodnega umetnika, sem jaz lahko tudi to v Sloveniji plačeval. Tako da jaz nimam dobene posebne pokojnine. Pa tudi vile nimaš na vrhu hriba? Imam čisto navadno hišo, ki sem jo služil, zdal se neki v Nemčiji, kjer sem bil z njimi 20 let potoval. In tudi ta muzej ni moj je samo vsebina. Torej zgradba je pa last pesniške občine. Tako da je tu Tone malo bil, ne vem kakšne volje, da je to malo zamešal, pa čisto narobe povedal. Sicer pred nedavnim smo tudi videli, oziroma je bilo veliko govora tudi o nekaterih kulturnih dosežkih in tako naprej. Ampak daj mi povej, kako je to, da se slovenske glasbenike, tiste, ki so nekaj dosegli, zapostavlja in dajo prednost, recimo, da v narekovajih rečem, ženski, ki recimo doji psa, ta bi lahko dobila izredno pokojnino, nekomu pa, ki je toliko naredil za Slovenijo, za slovensko glasbo, za slovensko kulturo, pa v bistvu ni nič. No, jaz ne vem, o tem nisem nikoli razmišljal o pokojnini. Jaz sem vedel vedno, da bom dobil, zato ker to plačujem, da sem to 4 desetletja plačeval. Nisem nikoli razmišljal o neki drugi pokojnini, tako da nimam pojma, jaz mislim, kakšni so pogoji, pa kaj bi moglo, pa kaj ne bi moglo. Pa. To pač, ne vem, vsak razmišlja po svoje. Ne. Ampak se ti zdi prav, da tisti, ki je nekaj prispeval za slovensko kulturo, ki je predstavljal Slovenijo po svetu, da v bistvu se ga Slovenci premalo spomnimo, premalo naredimo nekaj za to, da v starosti lahko, da ne rečem, uživa. No, mislim, meni mogoče je bilo malo čudno, da ni naprimer dobil Slavko Avsenik te nagrade. Niti ni dobil Prešernove nagrade, ja. Pa da niti ni dobil Lojze Slak, ki je tudi nekaj naredil. No. Ker to je naša narodna muzika, mislim, narodno. Ne? Tako, ja.
potem je ki je prišla daleč v svet. Našo se rekel v Musko, lahko rečemo, je en lep del Evrope vzel za svoje, ker je še ogromno teh ansamblov, ki igrajo narodno zabavno glasbo in to zelo dobrih ansamblov. Da se vrneva malo nazaj k tvojim dosežkom. Veliko nagrad je bilo, veliko, kot si že prej omenil, tudi veliko zlatih plošč, tudi takrat, ko ste z Avseniki prepotovali dobršen del sveta, je ostalo tudi nekaj veliko spominkov, koliko tega se je vse nabralo. To lahko vidimo seveda tudi v tem muzeju tukaj. No, zdaj, če bi to hotel vse povedati, bi mogoče kar dolgo trajalo. Naprimer, tu sem ti pokazal, da sem dobil v Meksiku od enega meksikanskega ansambla, ki nas je sprejel takrat, jaz sem prepeval na eni ladji in smo tudi v Meksiku bili. In ko je slišal, da jaz tudi njihovo glasbo pojem, sem zapeval tam zdaj Meksiko, in rekel, pa sem pa eni par z drugih skladb, še z njimi prepeval. Je rekel, pa kaj vi pojete našo glasbo? Sem rekel, ja tudi, pa kje je to? Jaz sem rekel, v Sloveniji, ne? Aha, v Sloveniji, pa sem videl, da ni videl, kaj je to, ne? Sem rekel, v Evropi. V Evropi, je rekel, to sem pa že slišal, ne? Mislim, tako da glasba druga, tako kot druga glasba seže k nam, tudi naša narodna zabavna glasba, torej naša narodna muzika, seže v druge dežele. Ogromno se igra v kimitetarskih zasedbah še v Evropi, v raznih delih Evrope. Tako da hvala Bogu, da je veliko od teh vseh ansamblov, ki še veliko igrajo tudi po tujini in prinašajo z našim narodnim nošam tudi narodno muziko, ki ljudje zdaj že vejo, da ta muzika pa prihaja iz ene male dežele in to z te male dežele Slovenije. Kaj pa je bilo takrat? Kaj so ljudje, ko ste hodili na nastope? Kaj so vas bolj prepoznali, da prihajate iz takratne Jugoslavije ali da ste Slovenci? Mi smo vedno govorili, tudi ko sem prišel v hotel, je rekel, odkot ste, sem rekel, iz Slovenije, Slovenije. Pa ni potem niti kaj spraševal, napisal samo Slovenija in ne glede, mislim zdaj, ne hočem s tem reči, da smo mi pač imeli kaj proti, ne? Mi se nismo ukvarjali nekaj s politiko. Mi smo bili glasbeniki, ki smo igrali za te, tisti, ki so želeli glasbe. Mi smo se politično nekako škatlirali, mislim, niti ni noben razmišljal o takem škatliranju. Ampak nekako ste že takrat promovirali predvsem Slovenijo in ljudje so vas potem tudi prepoznali. Greva pa k eni, bom rekel, prav posebni pesmi, po kateri si najbolj poznan. To je pesem Silvestrski poljub. Ja, to pa res. Ja. To pesem... Koliko je stara že ta pesem? Ja, to pesem zdaj bi mogel prav tam pogledati, ker se vedno v datumu zmotim. Je pa stara, to že prepevam, zdaj je 53 leto. 53 let jaz prepevam že Silvestrski poljub in lahko rečem, da kamorkoli pridem, bi kdo reče, pa ne bo tu julija ali avgusta, ali aprila, ali bote tisto tudi, ne? Pa jaz tako vem, kjero, ne? Mislim, pa kjero pa, ja se veste, Silvestrski poljub, ne? Sreko, če pa je zdaj vroče poletje, evo nič, vete, jaz imam lepe spomine na to, pa mislim, ljudje si določeno glasbo zapomnijo, ne glede na to, o čem, o kaj prepeva, tudi ali zaradi melodije, zaradi aranžmaja, ali pa predvsem zaradi besedila. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti V bistvu takrat, ko je ta pesem nastala, je tudi ena zanimiva anekdota. Takrat si jo mogel ti zapeti in to uživo, brez kakršne velike vaje in, če se ne motim, s simfoničnim orkestrom. Ja, točno, takrat s simfoničnim orkestrom in prepeval sem tudi z eno zanimivo skupino. Lani sem prepeval tudi v Cankarjevem domu z Perpetuum Jazzile, ki je spet aranžma bil posebej
prirejen samo za vokalno spremljavo. Je bilo tudi spet nekaj čist posebnega in tudi v dvorani Tabor sem lani prepeval z prepetom Jezeli. Tako da je bilo res, ampak vidi, ko sem začel prepevati, sem videl, ali je to od, tega enega spomina ali spoštovanja do te pesmi, je vsa dvorana vstala. In to me je tudi malo pogrelo, nisem pričakoval tega. Ne? Vsa dvorana, cela dvorana Tabor je vstala, ko sem začel prepevati Silvestrski poljub. In zanimivo je, da imamo v bistvu Slovenci, lahko rečemo, neko novoletno himno, ker ni televizije, ni radijske postaje, ki ne bi ob polnoči za Silvestrovo, da ne bi slišali tole pesem. No, se to me veseli, da tudi te radijske, slovenske radijske postaje, ki ne predvajajo, ki vrtijo samo tujo muziko, kar je nenavadno za eno dežajlo. Ne? Vrtijo pa v decembru tudi parkrat Silvestrski poljub. Vsaj to. Sicer pa nahajava se v muzeju, ki je posvečen tebi, tukaj v Jarenini. Daj mi povej, kako je prišlo do ideje, da ti občina Pesnica postavi spomenik in da tu v tem muzeju lahko vidimo vso tvojo glasbeno pot, vse tvoje nagrade in tako naprej. Ja, tu je najprej dal idejo za to ravno torej župan občine Pesnica, ker jaz že tu, kot sem že prej omenil, živim kar nekaj več kot 50 let že, da bi imeli tukaj v stari šoli, torej ta šola, ta zgradba, to je last občine Pesnica, ker oni so obnovili to skladbo in je rekel, če bi lahko bil v enem celem nadstropju, pa da bi bil ta muzej. Jaz sem ta muzej predvideval nekje v Mariboru, ampak potem sem videl, da praktično, kje tu prijo včasih po avtobus, pa po 2 avtobusa, kje bi v Mariboru, tam, ki bi imel tu muzej, kje bi to parkirali. Ne? Ker v Mariboru praktično skoraj več ne moreš parkirati. Ali si peš, bicikl, ne, zdaj z biciklom, s kolesom se že bolj s tabo pelje, mislim, reč grem peš, ne, z parkirišče, pa v Mariborju je pa velika mizerija. Mislim, nimaš kje parkirati, ne. Razen tu pri Kino Union, pa mogoče še kaj ostalo pa. In bi bila težava, kje bi se ti avtobusi ustavljali. Naprimer, jaz bi bil najbolj presenečen obiska župana Bleda, ki je pripeljal z avtobusom ljudi iz Bleda, so prišli v naš ta muzej. To bi zelo presenetilo, ne? Ker oni imajo čist blizu Begunije, tam je Avsenikov muzej. Ne? Naprimer, jaz sem v Clevelandu, smo bili z Slavko Avsenikom in sem jaz Slavcu rekel takrat, Slavko Avsenikov, ne, sem rekel, Slavcu, poglej, sem rekel, tukaj v Clevelandu imajo muzej slovenstva, Polka Hall of Fame. Res je, vi pa v Sloveniji nimamo. Sem rekel, zakaj ti ne narediš v Begunjah muzej? Je rekel, se to pa ni nora ideja. Rekel. In je on potem v Begunjah naredil muzej. To je bil prvi muzej. Sem rekel, če ga imajo v Clevelandu, zakaj ne bi ti ga imel v Begunjah? No in ga je tudi naredil. Ne? Potem je naredil še Slak po vzoru Avsenika na Dolenjskem, ne? In zdaj je to ta tretji muzej, ki je tukaj na Štajerskem. Ne? Tako da smo pokrili kar en lep del Slovenije z slovensko muziko, kjer se ljudje ali pa tujci lahko ogledajo, da smo tudi mi ena mala dežela popeljali svojo glasbo, svojo narodno muziko izven naše male dežele. Pa če lahko rečeva, se tudi veliko drugih ansamblov sedaj rojeva, tistih mladih ansamblov, ki nekako stopajo na slovensko glasbeno pot. Je to dobra novica? Čim več bo dobrih ansamblov v naši mali deželi ali pa kjerkoli na svetu promovirala kulturo, ker narodna zabavna glasba je tudi en delček kulture našega naroda in bo popeljala to glasbo izven naših meja, daleč stran. Bo to spet en lep, simpatičen način promocija Slovenije in vabilo, da pridejo ljudje k nam, tudi k nam v našo deželo poslušati muziko od tam, kjer izhaja.
In povsem normalno je, da potem bodo prišli tudi do nekega ogleda in muzeji, tisti, ki so zdaj že ustanovljeni. In tu bodo lahko ljudje videli, kaj je vse dosegla ta glasba. Take majhne dežele, poglej, Slovenija je približno, mogoče malo večja kot pa eno mesto, München. München ima glih toliko prebivalcev, kot pa cela Slovenija. Mislim, tako da moramo biti ponosni, da smo z eno takšno majhno parcelo, kot je Slovenija, če gledam v evropskem merilu ali pa svetovnem merilu, ponesli en delček kulture, torej naše muske, izven naših meja, daleč, in s tem jih vabimo tudi, da pridejo k nam kot turisti pogledati, kje živijo ti glasbeniki, odkot je nikla ta glasba in odkot je prišla ta glasba tudi do njihove dežele. Se pravi, 3 največje glasbene legende, Slavko Avsenik, Lojze Slak in pa Alfi Nipič, imajo svoj muzej. No, bi lahko tako rekli, zdaj, ko je že tudi muzej tukaj. Ne? Alfi, hvala, da si bil gost našega prvega video podcasta. Želim ti veliko uspeha še naprej, predvsem veliko zdravja, da te glasba nikoli ne zapusti in kljub 80 letom razveseljuj ljudi še naprej, ker to, kar delaš, delaš z dušo in srcem. Hvala ti in Bog te živi. Tudi vam hvala za ta obisk in upam, da bo marsikdo ravno čez vas spoznal tudi en delček resnice o slovenski narodni muski, torej tista, ki prihaja od naroda in tista, ki gre daleč izven naših meja v Evropo ali pa po svetu in nekako oznanja našo narodno musko in vabi ljudi in spomine obuja tistim, ki že dolgo niso bili pri nas v naši lepi mali Sloveniji. Vsem lep pozdrav čez vašo pomočjo, ki pride in upam, da bo prišla daleč tudi izven naših meja.